V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Drage sestre, dragi bratje, Bog je tako predan človeku, da se je večno odločil, da ne bo Bog brez nas. Kakšen božji vložek. S tem, ko sprejema našo človečnost v Jezusu Kristusu, nam ponuja odrešenje na povsem človeški način. Tak božji pristop k človeku resnično spremeni podobo Boga. Zato moramo biti tudi mi človeški, kajti človeštvo, ki ni sočloveško, je nečloveško. Milost ima ime Emanuel, Bog z nami. Jaz bom vaš Bog in vi boste moje ljudstvo. Nekoč so kartografi na rob zemljevida, ki je označeval neraziskane kraje, narisali zmaje in kače in napisali: tu so morske pošasti. Na božjem zemljevidu piše z velikimi črkami: tu je božja milost. Dobrodošli vsi. Bog nas je izvolil v izvoljenem Jezusu Kristusu. Nismo rezultat masovne proizvodnje, ampak svobodne odločitve božje ljubezni. Zato ni razlogov za tesnobo in ustrahovanost. Prisluhnimo obvestilom. Jutri v ponedeljek je ob 19. uri molitveno bogoslužje. Molitev je motor vsake cerkve. V sredo ob 19. uri je študijsko-diskusijsko bogoslužje. V petek, 18. julija, bo ob 17. uri ob 5. popoldan akcija čiščenja cerkvene hiše in cerkve. Torej v petek ob 5. popoldan. Vsi, ki lahko priskočite na pomoč, dobrodošli s svojimi metlami, cunjami, krpami, vedri, sesalci, predvsem pa z dobro voljo, da se porazporedimo po vseh prostorih. Torej petek ob 5. Ni težko si zapomniti. V nedeljo smo ob 10. uri vabljeni na osrednje bogoslužje. Duhovnica Katja Brkič Golob danes pridiga v evangeličanski cerkveni občini Križevci v Prekmurju. Naj tudi njo dobri Bog blagoslovi. Zapeli bomo skupno pesem Ti si se dotaknil me. Krivda nas je zemlje
Izvolite sesti. Današnje biblično vodilo glasi: nosite bremena drug drugemu in tako boste izpolnili Kristusovo postavo. Pismo Galačanom, 6. poglavje, 2. vrstica. Prisluhnimo še Božji pesniški mojstrovini iz 42. psalma. Kakor hrepeni jelen po potokih voda, tako hrepeni moja duša po tebi, o Bog. Mojo dušo žeja po Bogu, po živem Bogu. Kdaj bom prišel in se pojavil pred Božjim obličjem? Moje solze so mi postale kruh po dnevi in po noči, ko mi ves dan govorijo, kje je tvoj Bog? Tega se bom spominjal in izlival svojo dušo. Kako sem šel s trumom, da bi prišel do Božje hiše? Z glasom vriskanja in hvale v vrvenju praznične množice. Zakaj si potrta moja duša? Zakaj se vznemirjaš v meni? Upaj v Boga. Zakaj še ga bom hvalil, svojega rešitelja in svojega Boga? Vabim k priznanju grehov. Gospod Bog, kako težko je razlikovati med dobrim in zlom, kar nas vsak dan postavlja pred novo odgovornost. Zato priznavamo, da za razločevanje potrebujemo tvojo modrost. Odpusti nam, ker mnogokrat ne nosimo bremena drug drugemu, ampak mislimo samo nase. Priznavamo, da smo sebični in ozkosrčni. Priznavamo, da druge spregledamo in jih prizadenemo z besedami in dejanji. Manjka nam pozornosti, razumevanja in posluha za šibke, osamljene, ostarele, zlorabljene, obrobne, odrinjene, stigmatizirane, prezrte in grešne po naši oceni. Ti pa nam v njih daješ priložnost, da svojo krščansko dolžnost živimo in jih ljubimo. Pomagaj nam, da bomo usmiljeni in bomo tako prejeli tvoje usmiljenje. Kristus, odpusti in se nas usmili. Besede milosti in slavospeva so: reši mi jih vseh njihovih nezvestop, s katerimi so se pregrešili, in jih očistim. Oni bodo moje ljudstvo in jaz bom njihov Bog. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Amen. Vabim še k molitvi. Gospod, hvaležni smo za občestvo cerkve, ker v njej slišimo oznanilo o tvoji brezplačni milosti. Hvala ti, ker se razkrivaš v Svetem pismu, viden pa si v cerkvi. Tu se učimo živeti drugače, kot nas nagovarja divji individualizem hladne sodobne družbe. Hvala ti za cerkev, ki je tvoj izum in jo nosiš v srcu od večnosti. Zato ti lahko zaupamo in ti z veseljem pripadamo. Učitelj, slišali smo tvoje povabilo in se zbrali uzrti v odprto nebo, da bi občudovali lepoto in svetlobo tvoje milosti. Prosimo te, usliši našo prošnjo. Tebi, večnemu bodi slava in čast na veke. Amen. V nadaljevanju bomo zapeli pesem, prisluhnili berilu, pesem pa pravi: naš Bog je mogočen Bog.
izvolite sesti. Današnje berilo je iz pisma Rimljanom, 12. poglavje, 17. do 21. vrstica. Vabim nas, da pozorno prisluhnemo, saj bo temu sledila tudi današnja pridiga. Nikomur ne vračajte hudega s hudim, pred vsemi ljudmi skušajte skrbeti za dobro. Če je mogoče, kolikor je odvisno od vas, živite v miru z vsemi ljudmi. Ne maščujte se na svojo roko, ljubi, ampak dajte prostor Božji jezi, saj je napisano: moje je maščevanje, jaz bom povrnil, pravi Gospod. Nasprotno, če je tvoj sovražnik lačen, mu daj jesti, če je žejen, mu daj piti. Če boš namreč delal tako, boš sipal žarečega oglja na njegovo glavo. Ne daj se premagati hudemu, temveč premagaj hudo z dobrim. V življenju pogosto slišimo, da naj dobro vračamo z dobrim. Zdi se samoumevno, ko nam nekdo pomaga, ko nam izkaže prijaznost ali nas razveseli, v nas vzklije želja, da bi mu enako povrnili. Toda to ni vedno lahko. Včasih nas prevzame zavist ali pa smo preprosto prezaposleni s svojimi težavami, da bi znali ceniti in vračati dobroto, ki jo prejemamo. Še mnogo težje pa je delati dobro takrat, ko nas nekdo prizadene, žali ali celo namerno škoduje. Prebrane vrstice pa nas pozivajo ravno k temu. Ne daj se premagati hudemu, temveč premagaj hudo z dobrim. Te besede se zdijo skoraj nedosegljive. Kako naj človek ostane miren in prijazen do tistega, ki mu povzroča bolečino? Kako naj nekdo, ki ga sodelavec zaničuje ali širi laži o njem, ostane dostojanstven in celo pomaga temu človeku, če bi ga ta nekoč potreboval? Primer iz vsakdanjega življenja lahko pokaže, kako težka, a mogoča je takšna drža. Neka učiteljica v šoli je imela učenca, ki je nenehno izzival, bil nesramen in motil pouk. Namesto, da bi ga kaznovala, se je odločila, da mu bo vsak dan namenila nekaj minut pogovora ali vsaj nekaj prijaznih besed. Po nekaj tednih se je fant začel odpirati. Izkazalo se je, da prihaja iz težkih domačih razmer. Njena vztrajnost, prijaznost je prelomila zidove njegovega upora. Tam, kjer bi nekdo vrnil z jezo, je ona izbrala razumevanje. In ravno to je prineslo spremembo. Dobro delati, ko smo ranjeni, zahteva izjemno notranjo moč. A ravno v takih trenutkih nam lahko pomaga Bog. Ko se odločimo, da ne bomo postali takšni, kot so tisti, ki nas ranijo, takrat postanemo podobni Kristusu. Dragi zbrani, uprimo torej naše oči v našega zvestega Gospoda, ki nam bo dal potrebno moč, upanje in dovolj ljubezni, da bomo znali vračati dobro in premagovati hudo. Dvignimo pogled, naš kralj je tu in je vreden, da mu damo vso slavo in čast. In vabim nas, da ostanemo in v naslednjih pesmih skupaj slavimo našega Gospoda, saj je vreden, da mu damo vso slavo in čast.
mogočni Gospod. Nebeški Očka, danes smo zbrani tu pred Tabo, takšni, kot smo. Nekateri srečni, veseli, drugi žalostni, strti. Nekateri zadovoljni, drugi razočarani. Nekateri polni upanja, spet drugi nemočni, obupani. Vsi pa smo brez Tebe izgubljeni, grešni in nepopolni. Zato Ti hvala, ker nas ne boš pustil lačnih, žejnih in izgubljenih. Hvala, ker vidiš prav vsako srce in Ti je dragocen vsak izmed nas. Hvala, ker daješ tolažbo, zdraviš strta srca in odgovarjaš na naše molitve. Predvsem pa hvala za moč, ki nam jo daješ, da hodimo po poti življenja in se upiramo hudemu. Samo Tebi gre vsa hvala, slava in čast na veke vekov. Amen. Sledi utrinek za otroke. Utrinek za otroke in malo večje otroke, pridite, čeprav je čas počitnic, se vidi, naše klopi so razrečene, vendar vsi otroci različnih starosti, tudi iz galerije, z balkona, dobrodošli, če se bo še kdo pridružil.
Imam nekaj vprašanj za vse nas, predvsem pa za otroke. Imam list papirja, pravimo odrasli A4 format. Imam škarje. Te dni sem prebral, kaj je učiteljica pri verouku v eni deželi, zelo daleč od nas, na drugem kontinentu, pokazala otrokom, ko so se učili o tem, da je Bogu vse mogoče. Nikakor niso razumeli, kaj to pomeni. Da je Bogu vse mogoče. Torej, da lahko naredi vse. Ampak še nekaj je rekla veroučiteljica. Da včasih pridemo v situacijo, ko mislimo, da nam ne bo uspelo in odnehamo. Tudi v šoli mislimo, te poštevanke se ne bomo naučili. Ali pa te igrače pa ne bodo mogli popraviti. Ali pa ne vem, kako bom pojedel to in ono hrano, ker mi ni všeč. In zdaj je en primer, ker vedno delamo s primeri, potem sem pa pogledal, hvala Bogu, da imamo internet, kako je ta učiteljica pri verouku pokazala, da je Bogu vse mogoče. In potem je vprašala, ali lahko kdo zleze skozi ta papir? Ne. Ali lahko kdo naredi iz tega papirja ogrlico? Lahko, bomo videli. No pa poglejmo, nisem čarovnik, samo duhovnik sem. Zdaj pa malo počakajte in poglejte, kaj bo nastalo. Torej, nikakor ne morem zlesti, ali pa tebi je ime Bor. Če bi Boru dali to na glavo in bi ga hoteli spraviti, ta papir skozi njega nikakor ne bi šlo. Ampak ker je Bogu vse mogoče, nam ta primer pokaže, da je to možno. Poglejmo. Se mi malo tresajo roke, imam tremo pred vami, otroci. Huje, kot bi bil na izpitu. Ampak upam, da mi bo uspelo. Potem vas bom pa naučil, če bo še koga zanimalo to. Ja, Davida zanima to, ne? In še koga, seveda. Sem se moral kar učiti doma. Tista učiteljica iz Združenih držav mi je kar pomagala. Evo, ogrlica. In tudi Bor bo šel lahko skozi to. No, stopi naprej. Poglejte, skozi papir, čez papir. Evo. Ste videli, lahko vzameš to za spomin. Bogu je vse mogoče. To piše v Lukovem evangeliju. Pa povejmo, če ni res. Tudi to, da smo tukaj, je čudež. Največji čudež pa je, da nas Bog ljubi. Zdaj pa najmanjši imajo organiziran verouk, varstvo ostalih, starejši, ker je čas počitnic, pa bomo skupaj poslušali potem še Božjo besedo. Predtem pa bomo pobrali še kolekto s pesmijo Aleluja, vlada Bog. Aleluja, aleluja, za Jezusa.
Izvolite sesti, dragi bratje in sestre. Dragi poslušalci, dobrodošli pri poslušanju Božje besede. Milost vam in mir od Boga našega Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa. Amen. V zadnjem času se veliko govori o vzajemnosti ali recipročnosti. Vzajemnost je kot medsebojna povezanost ali odvisnost zelo lepa lastnost. Vendar vzajemnost ima lahko tudi slabšalni prizvok, kot na primer vzajemne carine, o čemer lahko v zadnjem času veliko slišimo. V medsebojnih odnosih pa pogostokrat se srečamo z izjavami, kot so kakor ti meni, tako jaz tebi, ali pa kakor oni nam, tako mi njim. Tudi te izjave govorijo o vzajemnosti v smislu ustreznega povračila, bodisi dobrega z dobrim ali slabega s slabim. Vzajemnost kot povračilo običajno pomeni povračilo nečesa slabega s slabim, zamaščevanje ali zavračanje medsebojnih protiuslug. O vzajemnosti ali recipročnosti v takšnem negativnem smislu obstaja več znanih rekov. Na primer, roka roko umije, vrana vrani ne izkljuje oči, gliha v kup štriha in podobno. Večina teh rekov izhaja iz latinščine in se pravi, so že zelo dolgo prisotni med ljudmi. Vzajemnost sega v čas kralja Hamurabija, ki je živel 1700 let pred našim štetjem. Hamurabijev zakonik je bil napisan na podlagi načela oko za oko in odraža idejo vzajemnosti. Na primer, če je nekdo povzročil smrt druge osebe, je bila tudi ta prva oseba usmrčena. Vzajemnost je bila tudi temelj antične Grčije. V homerski Grčiji so se državljani zanašali na vzajemnost kot obliko odplačevanja ali trgovanja. Z drugimi besedami, družba je delovala na podlagi vzajemnega dajanja daril, uslug in protiuslug. Ideja, da so ljudje dolžni vračati darila in usluge, je edinstven vidik človekove kulture. Iz tega se je razvila tako imenovana mreža zadolžitev, kjer je vsak član skupine poskrbel za eno ali več zadolžitev, vsi skupaj pa so bili nagrajeni, ker je skupnost delovala. Žal pa se je danes mreža zadolžitev izrodila in je postala mreža zadolženosti. Svetla teorija se je izrodila in postala je temačna praksa. Medsebojna vzajemnost, ki je v osnovi dobra lastnost, se je izrodila in postala je zgolj vzajemno kaznovanje in vračanje hudega s hudim. Takšna vzajemnost se je pojavila že zelo dolgo nazaj. Tudi v drugi Mojzesovi knjigi je zapisano oko za oko, zob za zob, roko za roko, nogo za nogo, opeklino za opeklino, rano za rano, modrico za modrico. Temu zakonu se v latinščini reče lex talionis, oko za oko. Pravilo vzajemnega kaznovanja in vračanja hudega s hudim je torej staro 4 do 5 tisoč let. Vendar, če pogledamo zgodovino in družbo, nas to pravilo na področju medsebojnih odnosov ni pripeljalo daleč. Na svetu v medsebojnih odnosih namreč še vedno vladajo lakomnost, zamere, laži, podtikanja, spletkarjenje, nevoščljivost, brezsrčnost, napihnjenost, nezaupanje in podobno. Poglejmo si sedaj, kaj ima o tem pravilu oko za oko povedati krščanstvo. Kakšno stališče ima glede vzajemnosti, vračanja hudega s hudim, o maščevanju, nova zaveza Svetega pisma.
Bog se namreč primarno ukvarja z obnovo medsebojnih odnosov, zato je pričakovano, da Sveto pismo naslavlja vse vidike človekovega ravnanja, predvsem tiste, ki škodujejo odnosom. Med temi tudi pravica, želja po maščevanju. Prosim, da ostanemo in da prisluhnemo odlomku iz pisma Rimljanov, 12. poglavje, od 17. do 21. vrstice, ki smo ga že slišali pri današnjem berilu. Nikomur ne vračajte hudega s hudim. Pred vsemi ljudmi skušajte skrbeti za dobro. Če je mogoče, kolikor je odvisno od vas, živite v miru z vsemi ljudmi. Ne maščujte se na svojo roko, ljubi, ampak dajte prostor Božji jezi, saj je pisano: moje je maščevanje, jaz bom povrnil, pravi Gospod. Nasprotno, če je tvoj sovražnik lačen, mu daj jesti, če je žejen, mu daj piti. Če boš namreč delal tako, boš sipal žarečega oglja na njegovo glavo. Ne daj se premagati hudemu, temveč premagaj hudo z dobrim. Hvala Bogu za njegovo večno in nemiljivo besedo. Amen. Prebrani odlomek neposredno in nedvoumno poudarja krščansko načelo nevračanja hudega za hudo. In to nikomur. To je seveda povsem nenaravno, proti utečenim družbenim normam in pravilom. Zamislimo si otroka, ki praska naš avto. Hoteli bi, da nam njegovi starši dvakratno povrnejo škodo. Zamislimo si sodelavca, ki za našim hrbtom nadrejenemu govori, kako smo izkoriščevalski, ker smo si v delovnem prenatrpanem delovniku vzeli odmor daljši od 30 minut. Hoteli bi se mu maščevati in vsem povedati, da uporablja služben avto za privatne namene. Zamislimo si bližnjega, ki nas razglaša za lenega, čeprav ne ve, kaj vse smo zanj ali za skupnost že naredili. Hoteli bi se mu maščevati in vsem povedati, kako se v resnici on pretvarja. Zamislimo si prijatelja, ki o nas govori slabo, čeprav smo zanj nekoč tvegali in žrtvovali vse. Hoteli bi se mu maščevati in njegovim prijateljem razkriti neko njegovo nečedno skrivnost. Zamislimo si nešteto mnogo primerov, ko je o nas nekdo povedal nekaj slabega. Mogoče samo drobno, nedolžno, pol resnico. Hoteli bi se maščevati in vrniti milo za drago. Vendar svetopisemski odlomek, ki smo ga prebrali in je nastal v rimskem antičnem svetu, govori drugače. Takrat je bila čast in dobro ime, kot tudi danes, najvišja vrlina, za katero se je bilo vredno maščevati tudi mimo zakonodaje. To je bilo obdobje, ko je bila čast in dobro ime garancija večnega spomina, večnega življenja. Tudi bojevniki, ki so padli v boju, so tako rekoč ostali nesmrtni zaradi časti in dobrega imena. V Rimu je bil dober ugled ključnega pomena za družben položaj in moč. Zaradi tega so Rimljani živeli pod nenehnim drobnogledom svojih vrstnikov in so si vedno prizadevali ohranjati najvišje standarde integritete. Javno življenje je bil prostor, kjer se je njegova človekova čast nenehno preizkušala in dokazovala. Poglejmo si ključne vrline, ki so sestavljale čast takratnega posameznika. Fides, temu so Rimljani rekli zanesljivost in držanje besed. Pietas, temu so rekli dolžnosti ali obveznosti do družine, vere in države. Gravitas, temu so rekli dostojanstven odnos do življenja. In virtus, čemur so rekli moralni pogum in načelnost.
Rimljani so bili torej obsedeni s častjo. In v takšnem okolju, kjer je bilo maščevanje za oduzeto čast v domači okolici tako rekoč upravičeno, so živeli prvi kristjani. In tem kristjanom, ki so živeli v samem centru Rima, rimskega imperija, je apostol Pavel napisal te besede, ki smo jih prebrali, začenši z: nikomur ne vračajte hudega s hudim. Iz zgodovine vemo, da so bili prvi kristjani zlasti v Rimu deležni hudih preganjanj, masakrov, grozodejstev, vendar to se je dogajalo kasneje, kot je Pavel napisal cerkvi v Rimu pismo. Prebrani odlomek je nastal vsaj kakšnih 10 let prej, preden so se začeli zgrinjati črni oblaki nad kristjane s cesarjem Neronom. Zakaj torej apostol Pavel piše v Rim in naroča kristjanom, naj ne vračajo hudega s hudim, saj jim vendar navzven se ni dogajalo nič izrazito hudega? Zgodovinarji in teologi so mnenja, da so se verske skupnosti kristjanov v Rimu soočale s konflikti med sabo. Namreč prihajalo je do spopadov med kristjani judovskega porekla in kristjani, ki so bili pogani, torej avtohtoni Rimljani. Najzgodnejši krščanski spreobrnjenci v Rimu so bili judovskega izvora in prve rimske cerkve so vodili judovski kristjani. Ko pa je potem cesar Klavdij izgnal vse Jude iz Rima, so ostali le poganski kristjani, torej kristjani, ki so bili avtohtoni Rimljani in niso imeli judovskih, židovskih korenin. In zato je krščanska cerkev v Rimu nekaj let rasla in se širila kot pretežno rimska krščanska skupnost, brez v krščanstvo spreobrnjenih Judov. Nato je cesar Klavdij umrl, Judje so se lahko vrnili v Rim in judovski kristjani, ki so prišli nazaj v cerkev, so bili šokirani. Zakaj? Ker so rimski kristjani pozabili na judovsko postavo in na judovske običaje iz stare zaveze. In to je povzročilo velika verska nesoglasja glede tega, kako vključiti staro zavezno postavo v hojo za Kristusom, vključno z obredom, kot je obreza. Zaradi teh razlogov je velik del Pavlovega pisma Rimljanom vsebuje navodila za judovske in poganske oziroma rimske kristjane, kako živeti v harmoniji in častiti Boga na nov kulturen način, kot ena nova združena skupnost cerkev. Zato je pismo Rimljanom tako sistematično, mojstrsko in dovršeno. Torej, prva cerkev v Rimu je bila zelo raznolika, sestavljena iz mnogih manjših enot, med katerimi pa so vladali konflikti. Po drugi strani pa je tudi rimsko kulturno okolje na kristjane gledalo sumničavo in odklonilno. O kristjanih so krožile govorice, ki so jim jemale osnovno čast, o kateri smo slišali, da je bila zelo pomembna. Skratka, tako doma kot v cerkvi, v javnosti, v privatnem življenju so bili kristjani vpeti v konfliktne situacije. Vendar apostol Pavel konfliktov ne obsoja. Jemlje jih kot normalen del življenja, zaradi njihovih medsebojnih sporov in nesoglasij nikogar ne izključuje, nikomur ne grozi s sankcijami, cerkve ne zapira in ne zahteva zamenjav. Tudi ne naroča, naj se kristjani umikajo v osamo ali da naj kar ignorirajo te konflikte. Prosi jih samo eno: nikomur ne vračajte hudega s hudim. In v tem stavku se skriva ena izmed temeljnih lastnosti človeške narave. Čeprav se vsak od nas drugače oblači, govorimo različne jezike, imamo različna zanimanja, opravljamo različne poklice, pa vsi delimo eno stvar.
Ne glede na naše zunanje ali notranje razlike, smo vsi grešniki, nepopolni ljudje. Vsi smo nagnjeni k sebičnosti in tudi maščevalnosti. Vsi iščemo izgovore, ko naredimo kaj narobe. Že majhen otrok se začne skrivati in s prstom kaže na drugega, ko je kregan. Vsi občutimo jezo, zavist, ljubosumje, zagrenjenost, včasih celo sovraštvo. Apostol Pavel nas s stavkom, da nikomur ne vračajmo hudega s hudim, zadane globoko v naše srce in našo dušo. Saj rani našega notranjega samopravičneža, ki se hoče maščevati za krivico, ki se mu je zgodila. Povsem pravično, kaj ne? Pa vendar nas apostol Pavel prosi, nikomur ne vračajte hudega s hudim. Apostol Pavel ni fanatik. Ne govori namreč o tem, da država, družba ne sme imeti vzročno-posledičnih zakonov, da ne sme sankcionirati, da ne sme imeti vzgojno-prevzgojnih ustanov. Iz grškega izvirnika namreč vidimo, da Pavel govori izključno o naših človeških medsebojnih odnosih, o zasebnih zadevah. Pavel ne govori o tem, da država ne sme funkcionirati in sprejeti odgovornosti, ampak o tem, da v naših medsebojnih odnosih ne izhajamo iz potrebe po maščevanju. Nadalje smo v odlomku prebrali, naj pred vsemi ljudmi skušamo skrbeti za dobro. Apostol Pavel nas opominja, da v odnosu do vseh ljudi, tudi drugače verujočih, neverujočih, do ljudi, ki imajo svoja prepričanja, skrbimo za dobro. Kaj je tisto dobro, za kar si moramo prizadevati? Dobro se nanaša na resnico o univerzalni Božji milosti, na zdrav krščanski nauk. Za dobro skrbeti pomeni govoriti o odpuščanju, milosti, sprejemanju različnosti in ker Božji nauk velja za vse ljudi, se moramo do vseh enako tako obnašati. To je najbolj pošteno. Nato pa Pavel zapiše nekaj lepega. Če je mogoče, kolikor je odvisno od vas, živite v miru z vsemi ljudmi. V tem zapisu imamo ideal in realnost. Idealizem se vidi v tem, ko Pavel pravi z vsemi ljudmi, ker pa je apostol Pavel tudi realen človek, doda še realistični moment in zapiše, če je le mogoče. O čem je tu govora? Apostol Pavel vernikom sporoča, da razume, da je kdo od njih morda hitre jeze, da težko kontrolira svoje impulze, vendar vseeno usmerja vernike, naj živijo v miru z vsemi ljudmi. Včasih kakšni ljudje ne želijo živeti v miru z mano, s tabo, z nami. V tem primeru velja Pavlov dodatek, ki pravi, če je le mogoče. Včasih ne moremo kontrolirati ravnanj in vedenj drugih ljudi, če drugi ne sprejmejo naše roke sprave. Pač ne moremo storiti ničesar več. To, da živimo v miru z drugimi, pa je povezano z resnico evangelija, to je z dobrim. V miru lahko živimo le, če nismo zlagani, če spoštujemo Božji red, Božjo resnico, se pravi, če ljubimo. To nam namreč prinaša mir. Apostol Pavel torej ne piše, da se kristjani ne smemo spreti, skregati, imeti konflikte, pač pa govori o tem, da moramo konflikte reševati na način, da si prizadevamo za mir, za spravo. Poziv k življenju v miru je osrednja tema nove zaveze in odraža mir, ki ga Kristus prinaša ljudem. Ta mir ni zgolj odsotnost konfliktov, temveč celosten občutek dobrega počutja in sprave z Bogom in z drugimi ljudmi. Zgodovinsko gledano so se zgodnje krščanske skupnosti torej soočale s preganjanjem in notranjimi spori.
Zato je ta spodbuda še posebej pomembna. Apostol Pavel, avtor pisma Rimljanom, je pogosto govoril o delitvah in razprtijah znotraj cerkve in je spodbujal k enotnosti in miru. In mir, omenjen tukaj, je tako osebni kot tudi kolektivni cilj, ki odraža preobrazbeno moč evangelija. V odlomku, ki smo ga prebrali in ki smo ga slišali tudi pri berilu, se kar naenkrat pojavi beseda nasprotno. Apostol Pavel daje rešitev, daje alternativo. Pove, kaj naj človek stori namesto tega, da se maščuje. Kaj je nasprotno od naravne človeške nagnjenosti k maščevanju sovražnikom? To, kar predlaga apostol Pavel, je popolnoma nepričakovano in je značilno zgolj za krščansko etiko. Pavel ne predlaga pasivnega prenašanja trpljenja, ampak aktiven odziv, navdihnjen z Božjo ljubeznijo. Kaj torej svetopismo Bog pričakuje od nas, kadar nas popade želja po maščevanju? Maščevanje? Zagrenjenost? Ne, nasprotno. Poglejmo še enkrat iztočnice in usmeritve, ki jih apostol Pavel dobesedno citira iz knjige Pregovorov, ki je smerokaz modrosti in starodavni učbenik vzgoje. Apostol Pavel je povedal, če je tvoj služabnik lačen, mu daj jesti, če je žejen, mu daj piti. Če boš namreč delal tako, boš sipal z žarečega oglja na njegovo glavo. To navodilo v nas vzbudi revolt. Kako naj dam sovražniku jesti in piti, ko pa mi vendarle škoduje? Pavel daje razlog, zakaj moramo dati svojim služabnikom, sovražnikom piti in jesti. Pravi namreč, da ko to storimo, torej ko smo do njih prijazni in odpuščajoči, jim s tem sipamo žareče oglje na glavo. Vendar kako lahko prijazno dejanje, ponujena roka sprave, nekomu povzroči bolečino, torej kot bi čutil žerjavico na glavi? Kot prvo se hrana nanaša na to, da svojim sovražnikom ponudimo duhovno hrano. To je resnica evangelija. Dobra vest Božje ljubezni, ki daje mir. Sovražniku lahko ponudimo duhovno hrano, ki je zapisana v evangelijih, da nas Bog vse neizmerno ljubi, da nam vsem odpušča, da bo, kdorkoli bo klical Gospodovo ime, rešen. Kot drugo pa se žeja nanaša na duhovno in osušeno dušo, ki je žejna moči Svetega Duha. Žeja govori o potrebi po preobrazbi uma in življenja. Voda namreč simbolizira življenje, duhovno žejen človek pa je notranje mrtev in le Bog lahko poteši njegovo žejo. Ponuditi vodo sovražniku pomeni privoščiti mu Božjo intervencijo in ljubezen. In če zmoremo to dvoje, se našim sovražnikom dobesedno začne topiti vroča žerjavica na glavi. S tem jim prilivamo olje ljubezni na nezaceljene rane zaradi neodpuščanja. Zdi se, kot da se jim skoraj da maščujemo, kaj ne? Na nek način seveda, vendar v ljubezni. Žgoče olje je simbol razdraženosti, ki se pojavi, ko naš sovražnik vidi, da delamo dobra dela njemu, ki nas je prizadel. Nalivanje žgočega olja pomeni, da se širi vonj sramu, obžalovanja in krivde pri našem sovražniku, saj ga popolnoma razorožimo, ko smo do njega usmiljeni. To žgoče olje, ta sram, krivda in obžalovanje pa sovražnika pripravi do tega, da se v njegovem srcu stopi jeza, da se stopi sovraštvo,
saj ga začne prevzemati Božja milost. Stari Egipčani so namreč kot znak kesanja sredi mestnega trga nosili posodo z žgočim oljem na glavi. Morda se apostol Pavel sklicuje na to. Žgoče olje na glavi vzbudi sram, potrebo po spremembi, saj s svojimi dejanji, ko sovražniku ponudimo hrano in vodo evangelija, dajemo priložnost, da se spremeni in postane naš prijatelj. Sovražniku pokažemo praktično ljubezen in sočutje in to ga lahko tako spremeni, da se zlomi pod težo svojih stranpoti in prične zaupati v Božjo ljubezen. Ni ga lepšega kot poravnani in skesani odnosi. Ne dajmo se torej premagati hudemu, temveč premagajmo hudo z dobrim. Zaključimo naše razmišljanje s praktičnim primerom. Nizozemska judinja in kristjanka Corrie ten Boom se ni dala premagati hudemu, temveč je premagala hudo z dobrim. Ni vračala hudega, ki ga je doživela v koncentracijskem taborišču, s hudim. Skušala je skrbeti za dobro, ni se maščevala na svojo roko, ampak je z Božjo pomočjo se odločila, da bo premagala hudo z dobrim. Corrie ten Boom je bila nizozemska judinja, kristjanka, ki je med drugo svetovno vojno skrivala Jude. Enkrat so jo pri tem ujeli in tako so njo, njeno sestro in očeta odpeljali v koncentracijsko taborišče Ravensbrück. Njen oče in sestra Betsy sta tam umrla. Corrie je preživela. Po koncu vojne je ljudem govorila o odpuščanju. Nekega dne je o odpuščanju govorila v neki cerkvi v Nemčiji. Po koncu njene pridige je proti njej začel hoditi moški, ki ga je prepoznala. Tako je vedela, da je bil ta moški eden izmed najokrutnejših stražarjev iz koncentracijskega taborišča Ravensbrück. Spomnila se je, kako je izgledal med vojno. Ko je prišel naprej do nje, ji je rekel: "Jaz sem stražar iz Ravensbrücka." Točno je vedela, kdo je. Spomnila se je, kako je morala v taborišču gola hoditi mimo njega. Takrat v cerkvi, ko je stal pred njo, se je spet počutila tako osramočeno in jezno. Nato je stražar nadaljeval: "Veste, postal sem kristjan. Vem, da sem delal grozovite reči. Toda za vse grozote, ki sem jih prizadejal drugim, sem sprejel Božje odpuščanje. Boga pa prosim, da mi nakloni priložnost, da bi lahko vsaj eno izmed svojih žrtev prosil za odpuščanje." Stražar jo je vprašal: "Gospa Corrie ten Boom, ali mi odpustite?" Na posnetku, ki ga bomo videli na ekranih, govori Corrie ten Boom in si poglejmo, kaj mu je odgovorila. Will you forgive me? And I could not. I remembered the suffering of my dying sister through him. But I was not able, I could only hate him. And then I said, "Thank you, Jesus, that you have brought into my heart God's love through the Holy Spirit who is given to me. And thank you, Father, that your love is stronger than my hatred and unforgiveness." That same moment, I was free. And I could say, "Brother, give me your hand." And I shook hands with him. And it was as if I felt God's love stream through my arms. You never touch so the ocean of God's love as that you forgive your enemies. Can you forgive? No. I can't either. But he can. In Božji mir, ki presega vsak naj varuje naša srca in naše misli v Jezusu Kristusu. Amen.
Molimo. Bog Oče, kaj bi bilo z nami, če ti ne bi bil milosten? Kdo bi nas pomilostil? Ljudje vidimo greh, ti pa vidiš odpuščanje. Hvala za Jezusa, ki nas uči odpuščati. Kako bi jaz prišel k tebi, če ti ne bi že prej prišel k meni in prevzel moj greh? Kakšna srečna zamenjava. Tvoje odpuščanje mojih grehov je zame bolj presenetljivo, kakor tvoji čudeži. Prosim te, pomagaj mi odpuščati, saj odpuščanje je končna oblika ljubezni in njen zaključni izpit. Pomagaj nam dojeti, da je odpuščanje najboljše zdravilo za dušo in naše odnose. Dragi Bog, pomagaj nam odpuščati, kajti če bomo zmogli odpuščati, se bomo mogli upreti hudemu in premagati hudo z dobrim. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Amen. Predlagam, da skupaj molimo še Gospodovo molitev, Oče naš, ki je molitev vseh kristjanov in govori o vzajemnem odpuščanju. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Saj tvoje je kraljestvo in moč in slava na veke. Amen. Ob koncu bogoslužja bomo kot skupno molitev zapeli še pesem, ki pravi: Oče, združi nas. Sprejmimo še Božji blagoslov. Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje na tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje nate in ti podeli mir. Amen.